ne želi narediti stvari namesto njih. Ja, no, če smo že pri namenu, je to drugo sporočilo. Kakšen je, super, ne, sej gremo kar naprej. Kakšen je namen? Zate koristno, ne, bi lahko rekli, tako je tudi naslov poglavja, namen v Hobbitu. Torej, če pogledamo samo pustolovščino, ko škratje potrkajo na vrata Hobbitske dupline, je ta Hobbit še res en tak zavaljen in zelo nepripravljen na... Zapečkarski, super izraz, ja, tako. Na koncu te dogodivščine pa prinese s seboj zaklad, ki je sicer nemerljiv v tem materialnem smislu, ampak je pa nekaj povsem drugega in to je eden od namenov, ne? Ja, vprašanje je bilo že v enem trenutku, pa se ne spomnim zdaj, ali je to ali Bilbo sprašuje Gandalfa, ali ga sprašuje potem njegov nečak Frodo, a mi zagotavljaš, da se bom vrnil? In pravi, ne zagotavljam ti in tudi, če se boš vrnil, se ne boš vrnil enak. Je to Bilbo? Mogoče celo oba. Mogoče celo oba. Podati se na pot, zagotovo pač na eno pustolovščino, to človeka spremeni. In v tem smislu pač je vedno nevarno. Ampak hkrati, kot si rekel prej, ampak za nas dobro. Nekaj nam prinese, nekaj zelo bogatega, kar je več kot tisti zakladi, ki naj bi pripadli Bilbu. Oziroma celo na začetku dajo škratje Bilbu neko pogodbo, točno, ja. Kjer piše, kakšen delež zakladov bo njegov, verjetno 1/13. Tako. Poleg tega pa piše, da v primeru smrti pa krijejo pogreb in ne vem kaj še, ampak skratka je zapisano v pogodbi. Ja, je to del pogodbe, ob katerem se Bilbo kar prestraši, ampak skupaj pa pade, ko zve, da mogoče ne bo prišel domov. Torej, skoraj bolj se ustraši izgubo svoje dupline, ki je lepo urejena, ima bogato shrambo, iz katere se pogosti lahko in take reči. Skoraj bolj se tega ustraši kot smrti, vsaj tak vtis je v prvem poglavju.